Turistično društvo Višnja Gora je skupaj z drugimi višnjanskimi društvi od petka 26. julija pa do nedelje 28. julija pripravilo vrsto rokodelskih, kulturnih, zabavnih in kulinaričnih prireditev. V starem mestnem jedru Višnje Gore, kjer v sožitju bivata polž in kranjska čebela, naj bi potekale pod okriljem tradicionalnega že 22. Aninega sejma. Žal pa ni vedno tako, kot si želimo in za kar se trudijo pridni organizatorji sejma. Vreme je ponagajalo in kar nekaj vsebin je zaradi hudega naliva odpadlo. Vsemu navkljub pa so se v nedeljo po dežniki zbrali Višnjani pred cerkvijo Svete Ane, kjer je po maši mestni klicar oznanil začetek sejma. Po glavni ulici so se sprehodili ivanški kulčarji, med katerimi je najstarejši štel častitljivih 90 let. Ljubitelji Citroenov pa so si lahko ogledali različne modele Citroenovih oldtimerjev, ki jim hudi naliv ni prišel do živega. Zaradi pošiljke z neba smo se zatekli v mestno hišo, kjer smo si ogledali razstavo likovnih del pod naslovom Višnja Gora v očeh mladih, ki pa je bila odprta že v petek. Pridružila se nam je tudi mini zasedba godbe Stična, ki je zaigrala nekaj poskočnih viž. Predstavnik godbe pa nam je povedal nekaj več o tej, lahko bi rekli, podružnici stiške godbe. Cela zasedba godbe Stične, ki šteje 60 članov, je nekoliko preveč bilo za to našo dvorano tukaj v Višnji Gori. In potem smo mi rekli, kaj pa če bi nekaj manjšega naredili, smo iskali neke aranžmaje za manjšo zasedbo in potem nas je v bistvu bilo prav 5, zdaj nas je pa 6 članov v tej mini zasedbi in pač ravno za takšne manjše prireditve so manjše. Takšne, ki so mogoče malo časovno neugodne, ker v poletnih mesecih je težko igrati, dobiti 60 članov skupaj, potem lahko mi to igramo nekako. Repertoar je kar zanimiv, se mi zdi. Repertoar je malo mešan, seveda malo je godbeni, nekaj smo godbeniki po srcu, malo je pa tudi, tako bi to bi rekel, brez, angleški izraz, pa je to medenina, tako malo rahlo big bandovski, malo tudi to je slovenske popevke, tako malo se poiščemo, kar nam gre v ušesa. In izhajamo z tega, če gre nam v ušesa, gre tudi ljudem v ušesa. V mestni hiši so svoje mesto našle tudi klekljarice, čigar spretne roke so občudovali vsi prisotni. Ko sem leta 2012 odhajala v penzijo iz prosvete, je bila samo še ena skrita želja in to je bila, da bi se naučila klekljati. Potem pa se je v Višnjo Goro preselila mlada učiteljica klekljanja in sem leta 2013 začela pa klekljati 2013. To se pravi, da že 6 let. Ja. 6 let se resno ukvarjate. Resno, ja. In ste že kje sodelovali na kakšni prireditvi, razstavi? Prva razstava je bila tukaj v mestni hiši, se predstavlja naša skupina Polškice, ki je takrat imela 8 članic iz občine Ivančna Gorica, smo bile vse. No in tukaj smo se predstavljali res zelo bogato in ogromno obiskovalcev je bilo. Potem smo pa začeli hoditi na sejme. To smo hodili pa na sejme v okviru Turistične zveze Slovenije, potem smo hodili na Alpe Adria sejem v Ljubljano, pa tukaj na naših lokalnih sejmih, vse povsod. Predvsem nas pa veseli, da je zdaj to priznano kot nesnovna kulturna dediščina in smo ponosni, da smo se tega navadili. In napočil je najbolj navijaško obarvan del prireditve. To so bile dirke 3 polžev, ki so bili v zavidni kondiciji. 2 sta sicer na začetku pokazala kar nekaj volje. Radovedno sta se obračala in zdelo se je, da bosta resno štartala proti slastni solati. Pa ni bilo tako. Kdo ve, zakaj sta si premislila. Tretji je bil Polde,
ki ni maril za stroge predpise. Nameril se je na okusne liste in pri tem iz prve proge prešel na 4. in od tam na cilj. Strogi sodniki so malo popustili in ga proglasili za zmagovalca. Te polžje dirke pa že dlje časa spremljaš, ne? Že več let. Ja, odkar jih ima mami. Aha. A torej mami se z njimi ukvarja? Ja, jih ima vsako leto. In prvič sem zmagala, pa pol sem še kdaj šla, ampak nisem, letos pa spet sem. Ja, tako Poldi se je pač odločil, a ne? Ja. Mora imeti pa dobro vabo. Zelo je bil lačen očitno. Prireditev so podprli Turistična zveza Slovenije, Zavod Prijetno domače, Občina Ivančna Gorica, Krajevna skupnost Višnja Gora in donatorji. V imenu organizatorjev je z nami o dogodku spregovoril predsednik Turističnega društva Višnja Gora Jože Gros. Ja, do sedaj se je kar nekaj stvari že dogodilo. Ena od teh, ki je najpomembnejša, je bila v petek zvečer, ko smo odprli tole razstavo slik učencev osnovne šole Stična in podružničnih osnovnih šol Višnja Gora in Zagradec. Mi smo v počastitev 90-letnice društva razpisali tudi ta natečaj in so se kar lepo število učencev se je odzvalo temu povabilu in pripravili prav zanimiv pogled na Višnjo Goro v očeh mladih. Soboto je pa žal bil program okrnjen, že zaradi izredno slabe vremenske napovedi smo ansambel, ki je bil predviden za večerno druženje, odpovedali in mislim, da smo kar se prav odločili, ker je malo čez 10 že začelo deževati. No, danes smo že marsikaj videli, nekaj pa tudi odpade, žal. Ja, danes smo videli nekaj stvari, videli smo starodobnike, videli smo ivanške kulčarje, ampak žal so pa odpadli konjeniki. Polže smo pa tudi majčkeno pocrkljali in smo jih prav iz hudega dežja majčkeno pod streho dali, tako da svojo dirko so opravili in upam, da bodo drugo leto pa zopet na prostem, tako kot kamor sodijo v končni fazi. Se pa vidimo naslednje leto, verjetno bo lepše vreme kot danes. Ja, jaz sem 100% prepričan, da bo prisrčno vabljeni tudi na sejem v letu 2020. Napotili smo se še v hišo na Mestnem trgu, kjer smo si lahko ogledali zanimive stenske in stropne poslikave, staro peč, nekdanje kurišče in kup simpatičnih in koristnih ročnih izdelkov. Sem v tej Višnji Gori na Mestnem trgu 14 že 20 let. Pred 2 leti je mož odkupil še spodnji del hiše in sva začela obnavljati za lastne potrebe. In sva odkrila, da je nekaj lepega pod vsemi temi umeti in beleži in sva začela odpirati in odkrivati in adrenalin je delal in sva v bistvu videla, da je to nekaj krasnega in bi bilo lepo tudi drugim pokazati. Zato imava tudi dan odprtih vrat danes in tudi, kadar je polžev pohod in kakšne druge dneve, če se kdo najavi, lahko pride pogledati. Sicer je pa to, hiša pripoveduje svojo zgodbo vsakič, ko se kakšne stene lotim. Vsakič nekaj novega zvem. In sicer bila je deležna hiša veliko predelav. Vhod je bil glavni vhod, predvideva, da je bilo to neka pisarna včasih. Zdaj, neuradni vir je, da je letnica hiše iz 1750, uradno iz katastra je pa 1846. Po tem, kar sem pa odkrila, pa sodim, da je bila to neka pisarna, reprezentančna. Vhod je, pisarno je bil tle od zadaj, ker je zdaj okno. Tukaj sta bila še 2 okna. Tukaj je bil stranski vhod v pomožni prostor in se tle nekaj dogajalo, nekaj finega, ne? V glavnem hiša je bila mnogo predelav deležna. Vidimo lahko poslikavo, predvidevamo iz konca 18. stoletja. Strop je original iz brun, tale preklade so tudi še original, hrastovi preklade, krasno so se obdržale. 22. Anin sejem
Zaradi objektivnih razlogov ni uspel prikazati vseh načrtovanih vsebin. Kljub temu pa je bilo v nedeljo v Višnji Gori nadvse prijetno in gostoljubno. Mi še pridemo.